Danes sem pa prišel na Trnovo, tu je kakšnih 13 km ven iz Nove Gorice in na 780 metrih nadmorske višine. Tle sem že dal ven iz avta svoje gorsko kolo in zdaj bom naredil en lep krog tukaj po Trnovskem gozdu. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Sem že začel z vožnjo, zdaj tle grem 2 km naprej, kjer se srečam z mojo vodnico, ki me bo potem popeljala na ta čudovit krog. Je pa danes praznik, 15. avgust, in vreme je fenomenalno, res kičasto. Kljub temu, da smo na 780 metrov nadmorske višine, je pa ob 9. dopoldan tukaj že 23 stopinj Celzija. Glede na to, da bo danes eden najtoplejših dni tega poletja, bo tale vožnja tukaj v Trnovskem gozdu res ena prijetna popestritev. Po kakšnih 2 kilometrih sem že prišel z asfalta na makadam in tukaj takoj se zdaj začne en tak lep, prijeten vzpon. Pa tudi vodnica se mi je že pridružila na tem delu poti. Ja, ma je kar vzpon. Je pa ta cesta tukaj zanimiva zaradi tega, ker so bili neki načrti, da bi tukaj vozil avtobus in da bi bila asfaltirana. Sicer te načrti so pol padli v vodo, ostala je pa lepa makadamska široka cesta, primerna za kolesarje. Kakor sem zdaj izvedel, je osnovni plan 22-kilometrska proga, na kateri bo kakšnih 520 višincev, tako da mogoče ni lih primerna za družinske izlete, ker je vseeno kar naporna. Ne bom pa zdaj točno razlagal od ovinka do ovinka, kje se gre. Od spodaj v opis videa bom dal link do svoje strade, pa si pogledajte tam, kje sem se vozil. Vidiš, in je zanimivo, ker to po par kilometrih prideš v tak prav ful gost, bukov gost, vmes so tudi iglavci, res prav tisti, že skoraj goščava, pragost, ne vem kako bi rekel, par kilometrov in si noter. Kar je tukaj pomembno, ni vodnih virov, zato imejte dovolj vode s sabo, pa tudi precej pomembna je telesna pripravljenost, da veš, da bojo vzponi, da nisi prav tisti brez kondicije, ker potem ne boš prišel delč. Neizbežno je, da na taki progi sem in tja prideš tudi na kakšen košček asfalta. Danes je praznik, se pozna, so tukaj turisti in je tudi nekaj prometa. Bova pa midva k sreči kmalu zavila spet proč na naslednji makadam. Ja, je kar strm, 10%. Pa imaš še ta klančka, ne? Ja, preko priješ na vrh. Ja. Ma dobro, ni tako kritično. Se mi zdi, da teče lepo. Če pa pridete z električnimi kolesi, pa itak ni nobene panike. Pa samo gas po teh gozdovih in prej, ko bo tama, pridite ven. Moram pa biti odkrit. Jaz sam se ne bi popeljal tukaj. Me je kar strah. Te poti so tako samotne, na trenutke prav strašljive. Zato je fajn imeti kakšno družbo. Razen tisti najbolj hrabri, ki se ne bojite niti medvedov, pa lahko greste tudi sami. Je pa fajn, ker tukaj v Trnovskem gozdu večino časa se voziš lepo po senci. Kar sem do zdaj opazil, tudi ni bilo nobenega prometa, razen tisti koščk na asfaltu. Če ne, tle noter se pa pelje redko kdo. Vožnja po Trnovskem gozdu zna biti malce moteča za perfekcioniste, zato ker tukaj je slab GPS signal in potem vidiš na Stravi, kako skače pot levo, desno. Meni mi tudi števc vmes vsake toliko prižge pauzo, ker misli, da sem se ustavil, čeprav se ves čas konstantno vozim. Ampak vse to bomo mi preživeli in preboleli. Moram pa povedati, da naj danes oba na poti spremlja moj sponzor Sirocco. Super kvalitetna kolesarska oblačila. To je španska spletna trgovina. Imam en poseben link, s katerim lahko dobite 10% popusta
tudi če so izdelki že znižani. In tudi moja vodnica ima hlače siroko, pa sploh ni izkoristila mojega popusta, jih je kupila kar tako. Opravila sva z enim daljšim vzponom in me je prav presenetilo, ker sem videl, da sva prišla na 1100 metrov nadmorske višine. Sam vse je logično, če štartaš na 780, prideš prej čez Jura, kakor če štartaš v Novi Gorici. Je pa neverjetno zanimivo, kako so lepe ceste tukaj po Trnovskem gozdu. Jaz sem si najprej mislil, pa kako je to možno, tukaj so hude zime, da ni to bolj uničeno. En del gre tudi na račun gozdarstva, tukaj noter pač vozijo težki kamioni in ceste morajo biti zrihtane že zaradi njih. In če priješ tukaj z gorskim kolesom, vam povem, je res prava milina. Bi šlo tudi z grevlom, mogoče celo s specialko, pa malo širše gume gor. Da moramo pa paziti eno rampo. Gremo okrog. Spet sva na enem koščku asfalta. In tukaj bi povedal še eno stvar, tle v Trnovskem gozdu ni gostilen. Tako da bi rekli, da se boste nekje po poti ustavili, okrepčali, edino na lokvah. Ampak danes najina pot ne gre čez lokve, tako da če si želite narediti tam en postank, si načrtujte pot, tako da boste šli mimo. Tle se pa lepo vidi, kako pridejo ljudje gor na malo Lazno in pa so cel dan tle lepo na hladu in imajo piknike. Je pa super tle, ker kljub temu, da sva popolnoma izpostavljena soncu, piha tak hladen veter, res prijetno in zrak je fantastičen. Sicer pa ta del asfalta, kjer sva zdaj, je tale na novo narejena povezovalna cesta med Predmejo in Lokvami. Po njej sem se vozil že par videov nazaj, ko sem šel vzpon na Predmejo in tukaj čez, ampak seveda v obratni smeri. Počasi se približujeva najvišji točki današnjega izleta. Gor na vrhu pri odcepu za Golake bo točno 1200 metrov nadmorske višine. Zdaj imamo malo spusta, pa spet zavijemo desno na makadam. A samo če gledaš, kako so čudovite barve, neverjetno lepo je. Ja. Super lepa pot, tudi tukaj. Tukaj se peljem prvič in baje, da je tu povezava prav do Krnice. Tako da mi je fajn všeč, da bom v glavi povezal te poti v svojem zemljevidu. Do zdaj sva naredila 18 km in že 500 višincev, kar govori o tem, kako gor dol je ta cesta. Za tale spust dol spet malo asfalta, kar je meni super. Moram reči, da me prav nič ne moti, če se z gorskim kolesom spuščam po asfaltu, ker je dosti bolj varno in udobno, kakor po makadamu. Super mi je všeč ta današnji izlet, res fantazija. Prišla sva do Krnice, tle še par 100 metrov naprej, pa bo tista rumena hiša, kjer sem nedolgo nazaj zaključil 17-kilometrski vzpon iz Nove Gorice. Nekaj malega je še makadama, pol pa pridemo na asfalt in imamo kakšnih 5 kilometrov do Trnovga. Dober dan. Moja vodnica se tukaj spušča brez milosti, zato ker ful dobro pozna cesto. Praktično je tukaj samo še spust in ko pridemo enkrat na Trnovo, bo ta naš krog tudi končan.
Evo, tle smo prišli na Trnovo in tukaj rečejo center sveta. Tukaj je tudi en super vodni vir, defibrilator, tukaj noter pa še taka lokalna knjižnica in pa avtomati za tople napitke. Tle zunaj sem pa videl še, da so vtičnice za električna kolesa. Kdor rabi, si lahko tukaj dopolni in šiba potem naprej. Evo, ta vodni vir tle bom pa izkoristil tudi, da malo spravim prah dol z kolesa, da ga bom pol naložil v avto. In tukaj v tej senčki si bomo tudi midva privoščila eno kavico. No, pa če še pogledam na števc, naredila sva 26,3 km in 551 višincev. Je kar prometa danes kolesarji, večinoma vidim Italijani. Čau. Danes bo obiskano. Imejte lep preostanek tega poletja, čim več varnih, srečnih in lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau. Čau, čau.